Če imate kakršnekoli težave z žolčem, ne smete zamuditi naslednjega nasveta, ki ga je za našo oddajo pripravil gospod Robert Terčelj. Kako počutimo žolčne težave? Žolčne težave se običajno kažejo kot občutek tiščanja v tem desnem podrebrnem delu. Tako tiščanje, tudi bolečina lahko seva nazaj pod lopatico. Lahko čutimo tako pekočino tudi nad popkom. Včasih ljudje čutijo to kot zgago, čeprav ni vzrok v zatekanju žolčne kisline, recimo nazaj v požiralnik. Težave so lahko tudi take, da jasno nam da organizem vedeti, da mastna hrana ni zaželjena, lahko nam je slabo, lahko tudi pride do bruhanja pri intenzivnejših napadih. Najbolj znane so, kot rečeno, vodoma te žolčne kolike, krči, boleči, ki so neprijetni, in tu poveva takoj v opozorilo, če tak, temu rečemo, žolčni napad traja več ur, ne popušča v intenzivnosti, je lahko tudi v posredi vnetje žolčnika, ne odlašamo s takojšnjim obiskom pri zdravniku, da nam pomaga in preprečuje nadaljnje zaplete. Pa so pogoste te težave? So pogoste. Veliko tudi zaradi tega ne odkrijete takoj ali pa ne razumete žolčne, ker jih zamešamo s kakšnim drugim simptomom, samo vzrokom. Nekako 1/5 ljudi lahko ima te težave v življenju, ampak je pa res seveda, da če govorimo o žolčnih kamnih kot enih od povzročiteljev teh težav, samo spet približno 20%, 1/5 kamnov prisotnih povzroča potem take zaplete in nerodnosti. Čeprav, če bi gledali zelo sistematično, in taka študija ni bila doslej, saj po mojem vedenju narejena, pri ljudeh, ki imajo žolčne kamne in bi spremljali njihov način prebave in prebavljanje maščob, sestave blata, njihove ostale simptome, bi ugotovili, da preprosto tudi oseba, ki ima žolčni kamen, pa ne povzroča tistih tipičnih simptomov, kljub samo ne prebavlja najbolje. Kajti dejstvo je, da žolčnik, ki je poln kamnov, oziroma večjega kamna, nima tako dobre funkcije kot sicer žolčnik, ki je v svoji polni sposobnosti, ki se lahko krči, ko je potrebno. In tule je Revahol, zdravilo. Kako lahko pomaga, kakšni so učinki? Ja, Revahol je zdravilo, tudi edino zdravilo pri nas, ki je namenjeno zdravljenju žolčnih težav, tudi v smislu samozdravljenja, kadar se te težave pojavijo. Gre za zdravilo v obliki kapsul, ki ga uporabljamo predvsem zato, da dosežemo dva pomembna učinka. Eno je to, da reči gost žolč, s tem imamo pretočnost žolča, ker ta gost žolč je velikokrat problem, zaradi tega tudi nastajajo ti kristali, ki se potem obarjajo v večje kamne. Skratka, žolč je redkejši, lažje prebavljamo potem maščobe in drug dober učinek Revahola je v tem, da dejansko sprošča krče žolčnih izvodil. To pa pomeni, da je manj tega tiščočega občutka. Ni zdravilo za akutne faze. To pomeni, ko smo mi sredi žolčnega napada, lahko pojemo celo tablico Revahola, ne bo bistveno pomagali, rečemo obratno, ni smiselno. Revahol je zdravilo na daljšo progo. To pomeni, ko enkrat imamo žolčne težave, se te simptomi pojavljajo, potem seveda lahko te težave lajšamo z tem. Tudi če je enkrat predpisan poseg, je lahko, če imamo te težave, do posega si lajšamo recimo z Revaholom. Ja, in kdaj je torej potrebno uporabiti Revahol in koliko časa ga jemljemo? Revahol lahko jemljemo tudi kot preventivo, ne samo kot zdravljenje teh težav. Se pravi, če vemo, da bomo pojeli nekoliko več močne hrane, so pred nami prazniki, kakršnakoli druga slavja, obletnice in podobno, lahko vzamemo Revahol 2-3 dni pred tem, jemljemo potem še nekaj dni za tem. S tem bo teh težav za žolčem manj. Seveda je pa Revahol tudi lahko osnovno zdravilo, ko enkrat imamo te žolčne napade. Njihova lastnost je, da se običajno ponavljajo vse pogosteje in so vse bolj intenzivni. Zato je smiselno, da Revahol imamo na daljši rok. Poveva še tretjo skupino, to pa so vsi tisti, ki so imeli odstranjene žolčnik, to je žolčne kamne. Tu in tam znajo pojavljati ponovno težave, mogoče še čez nekaj let. In v takem primeru je Revahol smiselno imati 2-krat letno po mesec dni, rečemo temu kuro Revahola, da očistimo žolčni sistem eventualno nabranega peska in pa blata, ki lahko ovira pretočnost žolča in s tem dejansko lažje prebavljamo maščobe, lažje izločamo vse, kar žolč s seboj nosi.